To je bila Anja Strajnar z svojo pesmijo Notranji kres. Anja pa je tudi tukaj z menoj. Lepo pozdravljena. Žive. Tale tvoja pesem Notranji kres v bistvu govori o ženski, ki je skoraj neopažena, ampak v njej zagori tisti notranji kres, ko je v stiku sama s sabo. Takrat tudi glasba se mi zdi najbolj vznikne iz nas. Takrat, ko si v stiku s tem, kaj bi želel povedati, kaj bi želel sporočiti. In mislim, da najboljša glasba vznikne ravno takrat, ko gre iz tebe, ko ni zgolj nekako tako eksterno nastavljena, z namenom, da bo uspela, kar ne pomeni, da si ne želiš kot glasbenik nekega uspeha ali pa priznanja samo. Mislim, da ljudje začutijo, ko je iskrena stvar in takrat tudi nekako naleti na najboljši odziv. Drugače Anja in pevka in učiteljica petja in vodja glasbene zasedbe, ki Dveh v bistvu, no. Dve, torej in benda. Mislim, dve glasbeni zasedbi, dva benda imam, ki sta nekako čist drugače pozicionirana, s čist drugo publiko, z drugim namenom. Torej prvi, kateri je dlje? Akordika je moja glasbena zasedba, ki obstaja že skoraj 12 let in se ukvarjamo izključno z glasbo iz muziklov. Torej takrat, ne sem od nekdaj ljubiteljica muziklov, no ne čisto od nekdaj, ampak torej, če se vrnemo za korak nazaj, začela sem peti, tako kot mnogi v Sloveniji, v zborih. V mešanem mladinskem zboru Veter sem pela in smo imeli takrat eno priložnost nastopati v Ljubljanskih Križankah z enim angleškim dirigentom, ki je potem privabil tudi neke soliste iz West Enda in ko sem jaz živo doživela, kaj pomeni muzikle izvajati z orkestrom in z 4 solisti, 2 sta bila iz Broadwaya, 2 iz West Enda, sem takrat videla, kaj je to v bistvu muzikal. In ker se takrat muzikla pravzaprav v Sloveniji še nekako ni izvajal, zdaj je zelo in kot žanr, sem si v bistvu sama ustvarila pogoje, da sem lahko to začela delati. In to je bil Polš band. Naredili smo si svoje aranžmaje, izbrala sem glasbo od komade iz znanih muziklov in smo začeli. Tako da Akordika je že 12 let. No, drug band je pa Anja Strajnar band, s katerim pa nastopam predvsem po porokah. Ta je pa sestavljen predvsem, playlista je sestavljena iz tujih hitov, tisto, kar imamo radi na porokah, da je žur, pa tudi, da so romantične skladbe, torej od italijanščine, hrvaščine, ne vem, vseh možnih jezikov, žanrov, pop, rock, soul, funk, jazz, ne vem, vse to imamo potem v taki glasbeni mineštri za poročne pare. Ampak to pa še ni vse, ne? Tvoj glas je tudi v sinhroniziranih risankah, nekaj najbolj znanih, Elza, recimo, to vsi poznajo, ne? Bi si želela, ampak ne. Ampak sem pa vzadnji pela zbore pri slovenski različici te Ledenega kraljestva, tako da to ful rada počnem. Torej, tam si pa še malo drugačen, se pravičujem, kaj kašljam, ampak evo, kašelj je del našega sveta, ne? Zdaj, ko vse cveti me draži. Zdaj več ni tistega straha, da bi kdo naredil in bi vsi bili tako, no ne, korona, razkuži, hitro. Zdaj smo mimo, zdaj kar izvolje. Čeprav mi da sediva meter pa pol narazen, tako da bi tudi v tistih časih to šlo čisto lepo mimo. Skratka, všeč mi je sinhronizirati, zato ker se mi zdi, da je to tudi en tak poseben svet. Ti zdrsneš v en lik ekranski in mu res vdahneš in nekako zaživi ta karakter skozi odpiranje ustnih samo. Imaš kak svoj priljubljen karakter, ki bi ga mogoče kdaj tudi tako v vsakdanjem življenju želela uporabiti? Ne, moram priznati, da tako velikih vlog glede sinhronizacije še nisem imela, da bi imela recimo kakšno glavno vlogo v katerih od risank, ampak v kakšnih manjših pa sem že imela, ampak ni tako izstopajoče, da bi recimo ljudje zdaj prepoznala, to je pa to, ne. Ampak zelo rada sinhroniziram tudi na način petja, ne. Torej, ker v kinematografih, kjer recimo slišiš vzadnji te Disneyovske velike zbore, ne, to je pač ena skupinica, ne, ljudi, ki so to mogli potem tudi v slovenščini odpeti, no. In to ful rada počnem, tako to mi je
všeč. Ja. Pa je to veliko, mislim, je to vsak mesec, si tam ure in ure in ure, se za to pripravlja ali je to tak, ne vem, enkrat na par mesecev? Bolje projektno. Od tega, da bi prav živel, kot eksistenčno gledano ne bi šlo. Sploh, če si bolj tako neki stranski liki ali pa bolj zbori zadaj, to ne bi šlo. Ne? Tako da to je bolj malo, tako bom rekla, za hobi. Zato, ker v štusu dostikrat rečem, jaz imam namreč dva mehna fantka, 7 in 11 let sta stara in sem malo taka mama, ki ne dovolj ravno ful veliko televizije pa risank in pol včasih za štus rečem, da pogledam več risank kot ona dva, ne. Tako da ja, sta bolj prikrajšana kot jaz, ampak ja. Ampak zato pa imate mogoče več časa za svojo domišljijo in igre. Točno to. Ja. Kar pa upam, mogoče manjka danes, ne? Tebi pa potem tudi ostane več časa za ustvarjanje svoje glasbe in videospotov. Imaš zdaj že album? Več albumov? Ne, albuma še ne. Nekako sem se odločila, da bom postopoma izdajala ven skladbe kot single. Zato, ker enostavno če bo koga nagovoril, mogoče ta pogovor, pa bo šel malo po YouTubeu pobrskati ali pa po moji spletni strani, bo videl, da so si pravzaprav skladbe, ki jih dajem ven, tudi žanrsko zelo raznolike. Meni se zdi zelo fajn, mislim, če kaj bom tako rekla, če sem na kaj ponosna, no, včasih se pa mora človek vsaj malo pohvaliti. Sem v bistvu na to, da lahko izvajam veliko žanrov. Od slovenske popevke, do neke skladbe v muziklu, do neke pop uspešnice, do neke italijanske, ne vem, kancone. Meni se zdi ta diverziteta, ta odprtost, ta open-mindedness, kot dostikrat rečemo, fajn mi je to. Pri drugih ustvarjalcih in pri sebi. Tudi mene to zadovoljuje, da pravzaprav ves čas brskam po vseh možnih jezikih, žanrih. Je pa res, da ful treniram za to, da lahko to počnem. Tako da tudi moje avtorske skladbe so pravzaprav zelo pestre. Od bolj šansonjersko-popevkarskih pa do, ne vem, bolj pop, ta, ki jo bova verjetno potem na koncu poslušali, je najbolj taka moderna, sodobna in še v angleščini. Govorimo o pesmi Hustle. Tako je. Hustle. Ki pomeni v bistvu tudi borba, boj. Boj, tako nekako, ja. Kako to, da si začutila to pesem? Si zdaj v kakšni borbi trenutno ali nasploh, ko pogledaš življenje, lahko rečeš, da je res pa je malo borbe tudi, ne? Ja. Vsakemu. Ta skladba je nastala, kako bi rekla, na nek način spontano, ampak v nekem dogovoru z avtorjem te skladbe, in to je Juan Zoleta. To je Kolumbijec, živeč v Sloveniji. Spoznala sva se na eni zabavi in bolj, ko sva se spoznavala, bolj sem imela občutek, torej on je, ne vem, dirigent, operni pevec, dober pevec tudi sam, kitarist in tako naprej. Bolj sem bila tako, wow, jaz si želim s tem človekom pač nekaj ustvariti, to bi bilo ful zanimivo, da bi sodelovala. In Juanova ideja je bila torej za melodijo. Glede besedila smo se pa pogovarjali, da deva napisati prav o tem, kako kot glasbeniku, mi vsi glasbeniki živimo in imamo res radi glasbo, ampak a je eksistenčno, a je na raznih ravneh, da je tudi zahtevno biti glasbenik, je. Ni lahko. So obdobja, ki so ful pestra, kjer se ti ful dogaja, pa so pa obdobja, ki so dosti prazna. In lahko kar nekako zdrsneš v eno tako melanholijo in tako naprej. Tudi eksistenčno, so obdobja, ko si, ne vem, ko ti gre lahko, ko so meseci, ki se dogajajo polno koncertov, so meseci, ki so bolj prazni. In v tem smislu boj, borba, malo samim sabo, pa z svetom okoli sebe, da ves čas moraš na nek način opozarjati na sebe, da si kle, da te naročniki, da te, ne vem, okolje pozna, da te povabi k novim zadevam. Ti si mi priznala
predodajo, da ti nisi tak tip, ki bi v bistvu želela izstopati in povsod biti prva, ne, tako da, ampak ja, zaradi tega, ker pač želiš delati v tem, pa pač vsake toliko moraš malo stopiti v ospredje in pokazati nase, ne. Pogovarjali smo se o zabavah, ne? Na zabavah, kjer se moraš malo pokazati in tako in ja, res nisem med unimi, ki bi med prvimi skočili pred fotografe in krili z rokami, jaz sem tukaj fotka, ne. Ampak ja, to se nekako zahteva dan danes, ne, od performerja, zato ker, če želiš, da te ljudje poznajo, bi pravzaprav mogel veliko tega početi. Jaz pa ne vem, če vidim vedno smisel, no, v tem. Fajn je, da te poznajo, ampak res verjamem v to, da je večja poanta, da je bolj fajn, če te poznajo potem, da si pač, recimo v mojem primeru, ne vem, a sem dobro odpela neko skladbo, se lahko pohvalim z neko izvedbo, ne, ki stoji, to se mi zdi bolj poanta, ne, da dejansko z projekti, s katerimi prideš ven. Ali so to vloge v gledališču, a ne? Med drugim pač sem tudi v muziklu, a ne, dosti dejavna. Ako grem na oder, ne, ganam, a te premakne neki, ali te pusti hladenega, ne? In če nekdo stopi do mene po koncertu in reče, wow, a veš, komad, mislim, Mravljinci, to, ja, ne vem, le si bilo doživeto, ali pa ne vem, nov komad, čutim, da je iz tebe ali pa da res govori o tem, kar želiš govoriti. To se mi zdi, da je malo bolj pristno, kot pa tisto pojavljanje vse povsod pa v medijih, pa to, ne. Ker je potem tudi pri dosti jih tak, da potem tisto prevlada in malo pozabijo na tisto, zakaj so v resnici šli v ta posel, mogoče, ne? No, je pa res, meni se zdi super, če ti mediji sledijo, grejo za tabo, ampak da najprej ti prideš z nečem, z neko vsebino, z nečem, kar je vredno mogoče omembe, pa če zaradi tega pride potem pozornost, super, a ne? Mogoče se mi zdi manj smiselno obratno, v smislu, ne vem, znamenite Kim Kardashian, ko prideš v bistvu brez neke prave osnove, pa iz sebe zgradiš neko persono, ki je zgolj in samo nek medijski konstrukt, no, ne vem. Ja, ampak ja, vsak ima ta neki svoj boj, ne? Absolutno. Vsak ima svoje križe in težave. Absolutno. Vsak se mora najti in nekaj predelati pri sebi, da potem je pa važno, da ne zgubimo naše rdeče niti, ne? Ja. Tako kot danes, ko je tukaj Hustle, to je zdaj glavni, kako dolgo je zunaj? Dobre 3 tedne in moram reči, da sem lahko, super, no, sem vesela, ker je naletel na lep odziv, tudi na YouTubeu, a ne, in že skoraj 20,000 ogledov tega videospota, tako da sem vesela, tako se mi zdi, da je našel neko pozornost med ljudmi. Drugač pa čez dobre 2-3 tedne prihajam tukaj v Mursko Soboto na festival slovenskega šansona v organizaciji Radia Slovenija in se bom potegovala med drugim pač med 20 oziroma 10 nastopajočimi za neko tako, bomo pokazali pa še čist neka nova zvrsta, ne, torej nove slovenske šansone. Zanimivo. Tako da, evo, lahko spremljamo tudi tam. To bo tudi po televiziji ali bo tudi če se ne motim, samo v živo? Jo prenašali preko MMC-jeve spletne strani, torej RTV spletne strani, ampak zagotovo pa bo potem tudi kaj utrinkov na tvoji spletni strani. Sem videla, da imaš zelo lepo in zelo ažurno spletno stran. Tam je vse napisano. Ne to, kar bi si želela, ampak hvala. Ja, ampak je res lepo prikazano vse strani, na katerih deluješ in tudi najnovejši videospot je tam objavljen, ne? Definitivno pa lahko najdejo vse spote tudi na tvojem YouTube kanalu, imaš tudi tam vse. Pa tudi na Facebooku, na Instagramu te lahko poiščejo. Tako da vse povsod si prisotna. Sem. Ja. Kje pa se je snemal videospot? V stanovanju. In David je rekel,
David je namreč režiser Squarea, pod Next November ga najdete na Instagramu. On je rekel, Anja, bod takšna, kad si drugač. In smo imeli dejansko sladoled in sem jaz, torej v videospotu se vidi, kako pojem z eno žlico, dejansko sem imela sladoled na tej žlici, sam se ga ne vidi, in sem imela kavo in dejansko sem pila to kavo iz šalce in sem lahko, probala sem biti to, kar sem jaz v svojem stanovanju? V stanovanju, tako. Ja, tako da je bilo ful spontano. Tale David, ta je režiser za vse tvoje spote, večinoma delaš z njim ali samo tega zdaj? To je bil zdaj prvi. Ampak nadaljujemo sodelovanje in zdaj pred poletjem prihaja še ena skladba, ta bo pa takšna polletna. Tako trenutno se res ful dogaja, od šansonov do potem angliške, ta poletna bo pa spet v slovenščini. Tam sem se pa jaz pod besedilo podpisala in bo tako regijevsko, poletno, malo bolj zasanjena, taka res, kad te popelje na plažo. Zanimivo, v slovenščini, ne? Ja. Ampak z to pesmijo Hustle si pa predvidevala tudi kakšne nastope v tujini ali že itak nastopaš v tujini? Ne, tujina je čist zaprta za mene še zaenkrat. Jaz ne vem, jaz mislim, da za tujino rabaš, si predstavljam res nek udaren, čist nov koncept. Na tej svetovni ravni, kjer smo se mi zdi res nasičeni z dobro glasbo, to je, sam prideti, prodreti, tam ven je pa po mojem, tam je šele pravi hustle, boj in mislim, da je težko v tujini uspeti, tako da ne računam na nek uspeh ali pa nastope zaenkrat, če v tujini, ne. Ti ustreza tukaj in zdaj, tako kot je? Ja, če bi lahko še več nastopala recimo za slovensko publiko, bi bila ful zadovoljna. Ampak počasi, saj verjetno pa tudi fant, ko ima paše, da je mami doma pa z njima tudi, ne? Točno tako. Da je še kaj časa. Tudi že kažete kakšen interes za glasbo? Oba sta v glasbenih šolah. En klavir, en na klavirju, drug pa na prični flavti. Tako da, ne vem, se malo pohicam, kdaj, ker moj oče pa kitarist, tako da hišni bend je v nastajanju. Tako da v bistvu ti si že iz glasbene družine? Oče je glasbenik, je skladatelj, je kitarist, bil je tudi profesor na konzervatoriju za glasbo, solfeggio, tako da Kovačeva kobila je vedno bosa in jaz se nisem potem podala, da bi šla to študirati na fakulteto. Jaz sem šla čisto v druge vode, sem doštudirala iz italijanščine in iz filozofije. Tako sem šla čisto v druge vode, ampak skozi je vrela ta glasba v meni. Tako da sem potem šla najprej, takrat je bilo še to bolj strogo in sem šla, koliko sem na 18-19, na klasično, na operno petje. In sem kar to dolga leta trenirala. 8-9 let sem bila izključno v tej klasično-operni glasbi in potem, kot prej, če se vrnem na začetek najenega pogovora, v času solo petja in obiskovanja zbora prišla do tega koncerta, kjer sem prvič v živo doživela ta preplet klasične glasbe, ki se sreča s popom, in to je ta musical. In tam se je meni zgodilo, wow, jaz lahko dejansko to tehniko, pevsko, to tehniko, ne vem, prepone in tako naprej, vnesem še v pop napeve, bolj lahkotne, ne vem. In takrat me je musical čisto prevzel vsega. To je zame. Če bi se mogla odločiti pa zdaj za eno stvar, ki ti je najbolj glavna, bi lahko izbrala? Kaj bi bilo, ali če bi dala na prvo mesto to, kaj bi bilo na prvem mestu morda, kako bi si sledile? Stvari, ki jih najraje počnem? No, zdaj si pa menuša. Ampak, okej, zagotovo tu ni dileme. Prvo mesto je materinska vloga. Tega zagotovo ne daš. Ki je valjda to prekaša vse. Potem pa si sledi. Absolutno, v intimnem smislu ja, v zasebnem smislu ja, absolutno biti mama je pač toliko posebno, da niti ne moram dati
vznak, kako se reče, usporedno s tem. Ampak zdaj, če pa ustavljamo pri tem profesionalnem delu, jaz mislim, da si me to v bistvu vprašala, je pa pač petje. Sam sem mislila, da hočeš bolj specifičen odgovor, kjero petje. A veš, ko si na odru v gledališču, pa ustvarjaš vlogo, pa skozi lik prihaja ta glasba ven, je wow. Potem si, ne vem, na drugem odru, ko sem recimo samo s pianistom ali pa z bendom v zadnji, pa je, ne vem, pop komad, ali pa je disco komad, je spet ko veš, da ljudje, ne vem, ki so poleg tebe, pa plešejo, pa ti dajo ta takojšnji momentalni je spet tak šus, res, mislim, zadovoljstva, ki ga tako dobiš, Poj si v studiu, pa sinhroniziraš, pa tam poješ te, mislim, zborovske linije, ki so zafrknjene, ki so res težke, od Disneyjevih, ne vem, risank, pa si spet, wow, to bom počela, Tako, mislim, vedno moram reči, da sem kar, trkam, les. Tako, vedno znova tisto se mi zdi, kar delam, imam kar srečo, da sem ful v... Daš celo sebe noter. Mislim, da res uživam v tistem momentu, kar se dogaja, ko ustvarjamo glasbo. Evo, jaz potem takem ti želim čim več tega še naprej. Hvala. Boš kdaj tudi v okolici Maribora morda? To so bolj moji konci. Nastop? Tako. Pokličem, če bo, javim. Zmenjeno. Tukaj Celje, okolica? Ja, zdaj Murska Sobota ni ravno okolica, Ne, pa je, to je vse blizu. Kdo želi, lahko prije recimo vabljeni na festival slovenskega šansona. Tako. Ampak ja. Potem pa sledijo novi komadi, si že rekla, da imaš v planu spet nekaj. Ja, bo, sigurno bo kaj. Za poletje, reggaeton. Tako da lahko upam, da se vidimo še letos morda z kakim novim spotom. Z veseljem. Pridem nazaj. Zmenjeno. Jaz se veselim ponovnega druženja. Jaz mislim, da pa bi zdaj lahko našim gledalcem in gledalkam pokazali tale tvoj zadnji izdan komad Hustle. Tako. Lep pogled, pa hvala Nuša za povabilo v Top Music. Lepo ustvarjate tole z ekipo, to luštno oddajo še naprej. Hvala lepa. Torej, Hustle.